Tokrat pa z vami podelim eno orodje, ki je po mojem mnenju oziroma po teh preizkusih, karkoli sem preizkusila, od orodij za transkripcijo, to se pravi za tekstovni prepis tega, kar mi govorimo, je po mojem mnenju oziroma po mojih izkušnjah eden najboljših. In sicer gre za orodje Descript, evo, takole ga pokažem. Načeloma je to orodje primerno oziroma super tudi za delati, bom rekla, tudi za online tečaje, sploh za urejanje, je pa majčkeno bolj kompleksno. Jaz sem zdajle za nalašč skrila vse tisto, kar v temle orodju je prikazano okoli, ker je res majčkeno bolj kompleksno, ni tako intuitivno kot orodje, ki ga sicer uporabljam za spletne tečaje oziroma za snemanje pa urejanje. Je pa v tem orodju ena super truper stvar, namreč urejanje je tako enostavno kot bom rekla, kot pisanje v Wordu. Namreč brišemo in urejamo lahko zadeve direktno iz našega teksta. Ampak tista zadeva, ki sem jo želela pa danes z vami podeliti, je pa pravzaprav to, da je to orodje, predvsem mlado orodje je na trgu, je mislim, da šele kakšno dobro leto ali pa dve, se mi zdi, in je to orodje pravzaprav temelji celotno kreiranje, bom rekla, vsebin na tekstih, to se pravi na transkriptih, in je pred kratkim, pred nekaj meseci, dodalo med jezike za transkripcijo tudi slovenščino. In to je ključno pri tem, da je to res, bom rekla, super naredi. Popravljanje je zelo malo, tukaj lahko vidimo dobeseden prepis, recimo beseda steber se mi je spisala brez e-ja, pa mogoče tele besede, ki so moje malo bolj specialne, edubiznis, edupodjetniki, te besede majčkeno drugače spiše, drugače pa tudi, če kakšno besedo majčkeno bolj pogoltnem, jo zelo dobro naredi, zelo dobro, ne vem, ali uganili, kako pač tehnologija deluje, to točno ne vem. Je pa predvsem uporabno, no, zdaj jaz ga pač ne uporabljam za spletne tečaje, je pa zelo uporabno če recimo delate, ne vem, bom rekla, neke promocijske objave, ker lahko istočasno potem ta tekst spremenite torej tudi v te napise, tako kot lahko vidite tukajle, ne, da se te napisi potem pojavijo na samem videu. Zdaj sam proces v tej fazi za to narediti je dokaj enostaven, tudi zelo enostavno se da popravljati, spreminjati tele tekste, skratka, orodje je pravzaprav zelo enostavno. Imate tudi v brezplačnem planu, mislim, da je v brezplačnem planu celo za 1 uro teh transkriptov lahko naredite brezplačno, drugače pa orodje nekje tam, mislim, da je $15 na mesec ali pa 15 evrov na mesec. Pa bi tukaj želela predvsem ta, bom rekla, podjetniški način razmišljanja, na ta podjetniški način razmišljanja spet spomniti, ne. Včasih kakšen reče, pa 15 evrov, to mi je škoda dati, ne, ampak dajte obrniti pa pogledati, ne. Če bi vi najeli nekoga za 15 evrov, noben vam ne naredi za 15 evrov za, ne vem, 10 ur transkriptov na mesec za tako ugodno ceno. Po drugi strani pa, če s temi 15 evri naredite en sam video, ki bo v bistvu zaradi tega, ker bo imel podnapise, mogoče zaradi tega bil bolj, bom rekla, opažen na socialnih omrežjih in vam prinesel, ne vem, ali nove sledilce oziroma nove naročnike na e-mail novice ali karkoli, oziroma neke nove, bom rekla, neke nove sledilce v vaših programih ali kakorkoli, no, skratka, ste si že pravzaprav povrnili ta strošek, ma ne samo enkrat, ampak 5-krat. Skratka, ko delamo s temi orodji, dajmo imeti ta, bom rekla, podjetniški način razmišljanja, kako nam pravzaprav to lahko olajša naš edubiznis, naš online edubiznis, oziroma kaj nam pravzaprav tako orodje in tak način dela prinese.